Dobro jutro in lepo pozdravljeni na decembrskem MČM poslovnem zajtrku. Svetilnik sprememb ter dobrodošli v družbi najboljših med najboljšimi. Danes bomo izbrali najboljšo, torej best of the best prakso leta 2020. Ko že govorimo o letu 2020, ne moremo mimo manjšega detajla in sicer situacije, v kateri se nahajamo. Jaz mislim, da nihče izmed nas ni ostal ravnodušen oziroma nihče izmed nas ni ostal imun na vse ukrepe in pa na vse stvari, ki se dogajajo okoli nas, povezane z virusom COVID-19. Za razliko od naših finalistov pa smo mi mnogo bolj obremenjeni s tem. Ko govorimo o naših finalistih, vedno uporabljamo množino, ampak dejstvo je, da dejansko sta samo dve podjetji, ki sta prišle v finalni natečaj, oziroma natančneje, če ne omenimo Katapulta, samo Dewesoft in pa Hidrija. Vendar pa, če čakajo eni izmed teh podjetij dobrega moža, ki decembra obišče pridne otroke, potem bodo morali še malce pokazati več, oziroma prepričati tiste, ki bodo glasovali. Za enega izmed njih bo ta dobri mož prišel malo prej. Če bo Miklavž obiskal tiste najbolj pridne čez vikend, pa bo eden izmed finalistov že danes malce srečnejši, saj se bo lahko kitil z naslovom Best of the Best. Počasi, če gremo od začetka. Najprej smo imeli kategorijo inovativnost, v kateri je zmago domov odnesla Hidrija z svojim znamenitim Hidrija Bondom. Dovolite mi, da jaz iz svojega malce bolj laičnega stališča predstavim to zmago Hidrije. Inovativnost je pravzaprav praktičnost, oziroma, kot bi rekli nekateri, je praktičnost uporabe. In v Hidriji so naredili nekaj takega, kar bodo še dolgo v prihodnosti lahko tržili, prodajali in razvijali. In tisti, ki so prepoznali pravo vrednost tega, so bili Nemci. Saj veste, star slovenski pregovor pravi, što Švabo napravi, to se ne kvari. Ali pa tiste malce starejše, če poznate citat iz filma, kdo nekaj tam poje, Deutsche Medizine, die beste. Torej, Hidrija je naredila velik korak na področju elektromotorjev, ki so vsekakor prihodnost na področju avtomobilske industrije. Ampak tisto, kar je mene presenetilo oziroma kaj je mene povezalo s tem, je predvsem okolje, iz katerega izhaja podjetje Hidrija, iz Idrije oziroma iz tiste regije. Meni osebno iz tiste regije najbolj fascinira pravzaprav naglas. Čeprav prednačijo tako na tehnoloških, na ostalih področjih, pa je tisti naglas nekaj, kar me bo fasciniral celo življenje. Tudi moj oče prihaja iz Idrije in velikokrat, ko smo bili še otroci, smo morali pri babici nositi drva in to sem sovražil. Ampak potem, ko sem bil dovolj star, da sem poslušal, kako to govorijo, kakšen je naglas iz področja Idrije, sem gotovil, da je enkraten in sem samo čakal, da nesem drva. Kajti tista stvar, ki sem jo najbolj čakal, je, da babica reče, če se le da nekaj o drvih, sem jo prosil, če lahko reče, a si zakuril pečka. A si zakuril pečka. Ampak to se je zgodilo redko in takrat, ko se je zgodilo, je bilo toliko bolj zabavno. Vsaj meni, njej pa ni bilo jasno. Drugi sklop, v katerega smo posegli letos, je bil motivacija. Tam je zmagal Dewesoft z unikatnim modelom lastništva. Jaz motivacijo razumem kot higienski minimum, ki ga vsak posameznik potrebuje. Vse se pravzaprav v tem kapitalizmu začne pri denarju in konča pri denarju. In če so tisti milenici oziroma wannabe influencerji, ki bi v tem času naredili vse, potrebujejo dober zagon. In Dewesoft oziroma njihov unikaten model lastništva je sigurno tisto, kar potrebujejo. Zanimivo pa je, da smo ga našli prav v Zasavju, v regiji, ki do pred nekaj desetletji ni prednjačila po takšnih stvarih. In še zadnji sklop, v katerega smo posegli letos, je bil seveda povezovanje. Tudi tukaj je zmagal Dewesoft oziroma je Dewesoft v povezavi z Katapultom, ki ima zelo pomenljivo ime, zmagal.
Pri povezovanju je tako, vsi mislimo, da ga imamo, vsi mislimo, da ga uporabljamo zadosti, ampak dejstvo pa je, da ga uporabljamo samo toliko, kot ga potrebujemo. Tako nekako kot zobno nitko ali pa deodorant. No, spet govorimo o osebni higieni in podobnih stvarih. Vedeti morate, da je to posledica karantene, osamitve, socialne distance in pravzaprav je to edini razlog, da se zopet srečujemo tako. Preko elektronske povezave, preko računalnika in nažalost je to realnost, ki jo bomo morali sprejemati tudi danes. Namesto, da bi se družili na zajtrku osebno v nekem toplem prostoru, nazdravili z vročim čajem ali kavo, se bomo morali zadovoljiti za to elektronsko, malce bolj mrzlo, ne toliko toplo človeško povezavo. Ampak vseeno vam garantiram, da to zmagovalca današnje prireditve ne bo motilo. Tako, bilo je dovolj z moje strani za začetek. Dovolite mi, da na naš virtualni oder povabim generalno direktorico AmCham Slovenije in podpredsednico AmChams in Europe, magistrico Ajšo Vodnik. Ajša, lepo pozdravljena. Kakšne oziroma kako poslovne prakse generirajo napredek in predvsem zakaj so pomembne za poslovno skupnost AmCham Slovenija? Miha, dobro jutro, seveda dobro jutro tudi vsem najboljšimi in seveda vsem, ki nas spremljajo. Zakaj so najboljše prakse tiste, ki nas ženejo naprej? To je podobno kot, če bi govorili, zakaj smo ponosni na Rogliča, na Dončiča, na Tino Maze, na vse te, ki doživljajo špice in so doživljali špice v svetovnem vrhu. In kar si mi želimo na AmCham Slovenija tudi s tem izborom Best of the Best je, da bi bili enako ponosni, da bi enako ploskali in tudi srčno privoščili vsem najboljšim med najboljšimi, da tudi popeljajo naprej Slovenijo, kajti brez gospodarstva, brez odličnih poslovnih praks, nič od tega, kar imamo v Sloveniji, ne zdravstva, ne šolstva, pa tudi športa ne bo. In prav zato mislimo, da je potrebno spodbujati, ploskati in se prikloniti najboljšim. In res sem ponosna in vesela, kakšne izjemne prakse predstavljamo letos. In saj veš, Miha, zmagovalci so res vsi, vsak na svojem področju. Tole je seveda zgodba in šov, danes se bomo zabavali, Miklavž pa bo zagotovo nagradil prav vse, kajti z odličnostjo nas spodbujajo za to, da smo tudi mi boljši. Se popolnoma strinjam in dejstvo je, da naši športni gladiatorji ponesejo glas v Sloveniji daleč in široko, ampak ljudje, ki jih bomo spoznavali danes še enkrat, oziroma ki jih že poznamo, pa so tisti, na katerih plečih in hrbtih nosijo breme naroda. AmCham Slovenija že 7. leto zapored izpostavlja in nagrajuje najboljše poslovne prakse v gospodarstvu. V 7 letih so v AmCham Slovenija prejeli že več kot 160 prijav za najboljše poslovne prakse. Pa čeprav sem to naredil že, poglejmo še enkrat, kdo so letošnji superfinalisti. V kategoriji inovativnost Hidria Bond. V kategoriji motivacija Devesoftov unikaten model lastništva. In pa v kategoriji povezovanje Devesoft Katapult. Seveda bomo zmagovalca dobili ob koncu dogodka, kako pa bo sestavljena končna ocena. Najprej preko spletnega glasovanja, ki se je zaključilo danes zjutraj, torej te rezultate že imamo in morda ne bodo takšno presenečeni. Drugič, glasov strokovne žirije, ki je sestavljena iz predstavnikov lanskih superfinalistov in podpornikov projekta tega dogodka. Strokovno žirijo sestavljajo Blaž Brodnjak iz NLB-ja, predsednik AmCham Slovenije in predsednik Best of the Best strokovne žirije. Marjan Beltran iz podjetja Nomago, Anka Brus, Agitavit, Marko Perme iz Agilkoma, Aleksandar Zalaznik iz Danfostrate in pa še tretji način, kako bomo prejeli glasove. To so vaši glasovi, dame in gospodje, spoštovani in spoštovane, ki nas spremljate v virtualni dvorani. Tako, spremljajte še naprej naš dogodek in se pripravite na glasovanje, ki ga bomo odprli virtualno med dogodkom. Vse 3 prakse so zmagovalne, vsaka zase na svojem področju. Superfinaliste ste lahko že spoznali v naših predstavitvenih filmih in zanje glasovali pred dogodkom. Ampak
Poglejmo si, kako se je predstavila Hidria s projektom Hidria Bond. Način izdelave elektromotorjev. Vabim vas, da se z našo projektno ekipo sprehodimo skozi proizvodni proces. Živjo, Urška, katere stvari v novem projektu si moramo pa res zapomniti? Torej, nova tehnologija je plod slovenskega znanja, za katero stoji patentirana rešitev in bo uporabna po celem svetu, ne le v avtomobilizmu. Nova tehnologija Hidria Bond omogoča izdelavo elektromotorjev z boljšim izkoristkom, kar je posledično pomeni večji doseg motorja, cenovno bolj ugodnim in, kar je najbolj pomembno, je, da ostajajo službe v Sloveniji. Klemen, a se strinjaš, da je James Bond ta, ki predstavlja našo tehnologijo? Ja, seveda, on se je zmeraj rešil vseh zagad tega sveta. Kje bomo čez 1 leto? Ja, Manila. Seveda, v najboljših avtomobilih tega sveta. Tako, videli smo prvi video, na virtualni oder pa sedaj vabim predstavnike vseh 3 ekip. Hidrio bo zastopala dr. Špela Bolka, vodja skupine za razvoj naprednih tehnologij iz Hidrije. DVSoft bo predstavljal Andrej Orožen, soustanovitelj in direktor. DVSoft Katapult pa nam bo predstavila Petra Škarja, podjetnica in avtorica. Mene imate zaenkrat že dovolj, zato bomo projekte skupaj spoznavali z Tonjo Avsenik, vodjo projekta Best of the Best. Pozdravljena, Tonja. Miha, hvala. Lep pozdrav pa Špeli, Petri in Andreju. Danes smo takole na več koncih Slovenije. Lep pozdrav vsem. Ja, čas, da spoznamo vaše projekte. Kako bi na hitro mimoidočemu na cesti povedali, zakaj se gre pri vašem projektu? Na hitro ga predstavite. Vsakega bom tudi štopala, na 1 minuto vas omejim, tako da, evo, prvi izziv, pa bomo začeli kar pri Špeli. Ja, živjo. Torej, vsak motor ima v sredini sredico, ki je sestavljena iz tankih principu listov pločevine. Te liste mi pripravimo in jih moramo nekako tudi spojiti, da jih lahko dostavimo do kupca, ki naredi nadaljnji proces. In naša tehnologija omogoča nov način, kako to spajanje oziroma to naredimo. Špela, hvala. Andrej, kako bi predstavili DVSoftov unikaten model lastništva? Dobro jutro, minuta je skoraj preveč. Ja. Jaz bi rekel, da uspehe naj žanjejo, ali pa sadove uspehov naj žanjejo tisti, ki so prispevali, da je uspeh nastal. Zato smo se mi odločili, da bomo šli v lastniški model, da bojo lastniki vsi, ki kreirajo uspeh DVSofta in pri tem tudi ponosno lahko rekli smo del tega in na koncu dobili tudi kakšen kapitalski zaslužek z tega naslova. Odlično nam gre. Petra, kaj je Katapult? Enostavno povedano, če imaš poslovno idejo, želiš nekaj razvijati, imaš to podjetno strast, pridi v Katapult, na vseh področjih te podprejo. Tako kot motivacija, tudi na drugi strani stroji, storitvami, prostori, vse, kar je treba. In tukaj pridemo pa do povezovanja, da vse to nam omogoča v največji meri DVSoft, ki ima že vse to postavljeno, imajo znanje in to med sabo povezujemo in delimo. Verjamemo v moč povezovanja. Hvala, Petra. Evo, tale del ste odlično izpeljali vsi 3. Vabljeni pa tudi člani žirije in gledalci, da nam zastavite kakšno vprašanje.
da nam zastavite kakšno vprašanje o projektih in bomo skušali na njih v teh 15 minutah, ki jih imamo odmerjenih, da spoznamo projekte, odgovoriti. Špela, pri projektu Hidria Bond gre za inovativno tehnologijo spajanja pločevine elektromotorjev. Prejle nam je Urška v videu povedala, da pa v bistvu to ne bo uporabno samo v avtomobilnosti. Kje najdemo to inovacijo in kako jo kot posameznik občutimo? Torej, mi se kot Hidria specializiramo predvsem na elektromotorje. Zdaj za celoten obseg, kjer se elektromotorji uporabljajo. Torej od medicinske opreme, pa do generatorjev praktično za vetrne turbine. In dejansko lahko to tehnologijo uporabimo v čisto vseh aplikacijah. Je tudi zelo, zelo fina, ker omogoča velike izkoristke in pa je tudi zelo čista. Tako da sploh v kakšnih aplikacijah, kjer je ta čisto zelo pomembna, je dejansko tudi to dodatna prednost, ki mogoče ni bila v prvem vidiku samega razvoja. Špela, bodo zaradi tega avtomobili dostopnejši, cenejši? Ima to kakšno povezavo? Jaz bi srčno rada rekla, da to bo pa zdaj dejansko pocenilo, ker proces sam definitivno poceni. Nažalost pa končnih cen mi ne moramo diktirati, tako da lahko edino rečem, da bo omogočalo daljše dosege in pocenilo bo predvsem našo uporabniško izkušnjo. Ne vem pa, če tudi sam avtomobil. Spremenilo našo uporabniško izkušnjo električnih avtomobilov. Zagotovo začetek ene revolucije. Andrej, tudi pri vas gre za inovacijo. Z Juretom sta postavila lasten model prenosa lastništva na zaposlene. Dewesoft je trenutno v lasti 47 zaposlenih. Kako ta model sploh deluje? Kako pridejo zaposleni do lastništva? Najprej bi sam malenkost popravil, je unikaten, ni pa nekaj čist novega, kar smo kdajkoli naredili. Tudi mi smo se učili od Halcoma in drugih, ki so to počeli pred nami. Je pa unikaten, ker smo z Juretom nekako implementirali vsaj najne želje, ki smo jih vedno na to temo imela, in smo tako dobili nek prav Dewesoftov model. Danes sem vesel, da nas marsikdo tudi vpraša, kako smo naredili, in si tudi želijo mogoče podobne zgodbe implementirati. Osnovno pri Dewesoftovem modelu je seveda to, da so lastniki lahko samo zaposleni v podjetju. Ne moramo imeti nobenih zunanjih finančnih lastnikov, ampak resnično tisti, ki ustvarjajo, so lastniki. Drugo, kar je potem, ko se nekdo iz podjetja odpravi, poslovi, mogoče se zgodi tudi kaj hujga, da ga več ni v podjetju, takrat imamo jasno razdelan načrt, kako se njegov delež vrne v podjetje. Vrednotenje podjetja je tudi nekako unikatno. Tukaj smo šli, da lahko vsak kupi deleže podjetja v znesku, s katerim še ne ogroža svoje eksistence. Tako smo naredili tudi nek sistem nagrajevanja in smo rekli, kar je teh nagrad, kar je več kot človek z družino potrebuje za normalno življenje, toliko dovolimo vložiti v lastništvo Dewesofta. Tako smo potem se zaščitili tudi, da nimamo finančnih lastnikov in da se vedno vrne delež nazaj. Zdaj pa, kar je še pomembno ali pa potrebno reči, je, da nismo določili vzroka ali pa namena, zakaj bi nekdo rad bil solastnik. Pač, če se je odločil, da bo kupoval lastniški delež in s tem postajal vse večji lastnik v prihodnosti in čez leta igral odločno ali pa odločilno vlogo v podjetju, smo tega vsekakor veseli, ker tudi nagrad imajo največ tisti, ki največ prispevajo v podjetju, ki nosijo največjo odgovornost in tako lahko kupijo tudi največji del podjetja. Pač ti si kreirajo svojo osebno prihodnost in kariero v podjetju. Potem imamo drugo skupino, ki kupuje deleže recimo zato, da pripadajo podjetju in da so ponosni, ker so del Dewesofta, pa še tretjo, ki
vidi nek finančni zaslužek v tem, boljši kot na nekih dvomljivih borzah, ker sami tudi prispevajo k temu, da bo dober rezultat in sami kreirajo vrednost deležev. Kar je pa enotno vsem, in to zelo rad povem, je pa, da moramo čisto vsi iz kakršnega koli razloga trdo delati, zato da vrednost vzdržujemo ali pa da vrednost celo raste. To bi bilo nekako tak osnovni hiter opis modela. Andrej, hvala za to. Zdaj nam je malo bolj jasno, kakšna motivacija vse je, to, da so zaposleni lahko tudi lastniki podjetja. Petra, vi pa ste del zgodbe Katapulta tudi sama, tam imate svojo založbo. Kakšne storitve, kakšne stvari iščejo mlada podjetja, mladi podjetniki, kot ste vi, in jih je pospeševalnik, kot je Katapult, pripravljen ponuditi? Lepota je ravno v tem, da je izjemno raznoliko. Težko je dati enoznačen odgovor, da rečeš, točno to rabijo tisti, ki začnejo podjetniško pot. In tukaj imaš to širino, da na eni strani dobiš motivacijo, v Katapultu so ljudje, se združujemo vsi neki podjetno misleči, in ko ti vse dol pade, je tam en zraven, ki reče, dajno, ajde, dajmo stisniti naprej. Ne. Kar je druge nemogoče, v Katapultu je itak, dajmo probati, seveda, tak nek podjeten duh je noter. Že to zelo velikrat rabijo. Zanimivo, da v večini primerov predvsem to rabijo. Da vidijo neke zgodbe, tudi koliko je Devesoft čez cesto, da rečejo, sej se da, ne, dajmo, ta neka spodbuda. Potem so pa čisto praktične zadeve. Prostori, ko ti začneš razvijati neko idejo, je ogromen strošek, pisarne, sejne sobe, v mojem primeru predavalnice, tu v bistvu Katapult vse sam nudi. Na tretji strani imajo storitve, ki te lahko upravljajo zate. Recimo razvijaš svoje ideje in ogromno časa porabiš za pravo računovodstvo, administracijo, pakiranje. No, to dejansko Katapult lahko dela zate, tako da se v celoti lahko posvetiš svoji ideji, razvoju, svojemu produktu in svoji storitvi. Pri čemer je pa totalno edinstven Katapult v primerjavi z ostalimi pospeševalniki, je pa ravno v tem, da s podporo Devesofta imajo startupi, ki razvijajo svoj prototip ali prototipno serijo, imajo močno podporo dejanskih strojev in znanja v hardware svetu. Na eni strani hardware produkta, pa na drugi strani pa tudi logistiko po svetu, ko rabiš se nekako share. In tukaj je, mislim, da povezovanje izjemno, ker kdo je prav narediti prototip, ve, kako je to težko na začetku in kako so zlata vredne informacije izkušenih iz Devesofta in na drugi strani tudi, kaj pomeni, da imaš tam en pick and place stroj, ki ga lahko uporabljaš. Tako da ja, spekter pomoči je zelo širok. Od znanj do zelo tehnične zadeve ponuditi opremo in dejansko ponuditi prostor, kjer lahko nekdo inovira. Tako, v bistvu je zelo individualno narejeno. Glavni mentori pregledajo vsako idejo in reče, on rabi podporo na tem področju, ta rabi mogoče pa popolnoma druge, mogoče samo znanje. Tako da zelo individualni pristop k vsakemu, ki pride. Špela, mi smo dobili že eno vprašanje vezano na vaš projekt in sicer gospoda Zalaznika zanima, ali gre pri tehnologiji samo za spajanje lamel zaradi težjega transporta ali s tem povečate tudi izkoristek motorja? Ja, hvala za vprašanje. Torej, do sedaj so bile te lamele spojene nekako mehansko z nekimi posebnimi izboklinami, ki je elektromagnetko dejansko poslabšalo, to spajanje. Zdaj, s tem spajanjem, ki je pa dejansko, dajmo reči, neke vrste lepilo, pa tega ni in lahko je izkoristek kar precej boljši. Tako da definitivno gre eno z drugim, je pa seveda prvi pogoj, da naredimo kompaktne kose. Špela, hvala. Svetilnik sprememb smo poimenovali današnji poslovni zajtrk, ker gre pri vsakem od vaših projektov za spremembo, za inovacijo. Špela, pa če ostanem pri vas, kako je ta tehnološka inovacija spreminja prihodnost električne mobilnosti? Torej, predvsem ponuja neko novo možnost na trgu. Zdaj, če pustim ob strani to samo prepoznavnost in to, da je dejansko ogromno zanimanja, ker trenutno elektromobilnost je ena od glavnih tem,
prinaša tudi čisto v lokalno okolje. Zame je zelo pomembno stvar, to je nova delovna mesta, ker dejansko mi s tem, ko razvijamo tehnologijo, ko pridajo kupci do nas, ki nam dajo to zaupanje, da bomo s tem šli naprej, omogočajo tudi, da mi razvijamo novo linijo, da postavimo nov projekt v lokalno okolje. Naše lokacije so ta glavne 3 v Sloveniji in na ta način tudi krepimo delovna mesta in samo gospodarstvo v regiji. Ja, delovna mesta in pomen slovenskega znanja in razvoja so tudi ena skupna točka vseh 3 vaših projektov. Andrej, kakšna spodbuda za nove zaposlene pa je recimo za pridobivanje novih zaposlenih pa je to, da so lahko tudi lastniki podjetja? Ja, težko bi rekel, da se nekdo odloči Devesoftu pridružiti prav zaradi tega, ampak ko pridejo novi kolegi in nas poprašajo, kaj nekako nudimo ali pa kaj lahko pričakujejo, da bojo podjetje dobili, je na koncu to pa še tista češnja na torti, ki mogoče resnično pokaže, da nam je več kot zgolj delati, da res želimo v tem tudi uživati in od tega dobiti nekako skupno zadovoljstvo vseh, ki pri nas delajo. Zdaj, dosti teh češi nam več ne ostaja, ker z renomejem, ki smo ga v teh letih dosegli, nekako za plačo več ne poprašajo, ker si predstavljajo, da smo podjetje, ki bomo ustrezno plačali novega sodelavca. Po drugi strani je pa tudi sama plača drugotnega pomena pri mladih iz naše branže, ker predvsem si želijo res delovnih izzivov, nekaj dobrega narediti in s tistem, da so naslednji dan, s tem, kar so naredili prisotni že v razvojnih laboratorijih največjih firm po svetu, je že veliko zadovoljstvo. Potem se trudimo seveda pričarati ta notranje življenje, ki v Devesoftu vsekakor zelo pestro živi. Na koncu pa je seveda pri zaposlovanju pomembno povedati tudi, da če bo pa sodelavec leto ali 2 trdo delal, pa prispeval k uspehom firme, bo pa lahko zato tudi postal solastnik. Tako nekako je videti celoten ta naborniški intervju, bi rekel. Sistem. Ja, več kot zgolj delo. In podjetja, pa nova delovna mesta so tudi bila izhodišče za to, da ste v Devesoft, da ste se odločili ustanoviti Katapult. Petra, kako vi vidite to kot en način, kako zadržati, privabljati talente v Slovenijo, v Zasavje? Ja, jaz mislim, da tako široko gledano, ne samo za Zasavje, ampak celo Slovenijo, subjektivno rečeno, vidim največjo vrednost Katapulta v tem, da nasplošno vemo, da mi moramo kot narod biti bolj podjetni, pa bolj podpirati neko inovativnost, neko kreativnost v mladih. In trenutno se še vedno preveč dogaja, da mladi, talentirani, ki imajo izjemne ideje, odhajajo v tujino, ker tukaj ni podpornega okolja še dovolj močnega. No, in Katapult ravno to dela, ne samo za Zasavje, ampak za celo Slovenijo. Lahko rečemo, da velikokrat, ko ne veš, kam se obrniti, rečeš pismo, če tam ratuje, če oni to podprejo, verjetno neka dodana vrednost tega sigurno je. In s tem verjamem, da tudi v Sloveniji kot celoti dajemo več podjetnosti, podpiramo kreativnost, podpiramo mlade, podpiramo nore ideje. In to mislim, da dolgoročno je izjemnega pomena. Ja, čas se nam izteka, tako da vas postavim še pred zadnji izziv. In sicer, kako pa vidite drugega kot zmagovalca, kot najboljšo prakso? Najprej bom prosila kar Špelo. Zakaj je najboljša praksa Devesoftova, unikaten model lastništva? Zaradi tega, ker se mi zdi, da podpira tisto v nas, da se trudimo ne samo za službo, ampak tudi zase. Ker se mi zdi, da včasih se to pozabi, da ločujemo, da pač to ni moje, zaradi tega se ne bom dovolj potrudil. Ne samo služba. Andrej, kako pa vi vidite projekt Katapult, vaš projekt? Meni je enostavno, zakaj je najboljši? Meni je enostavno komentirati oba konkurenta.
smo v tehničnem svetu in to, kar so v Hidri naredili, za nas izjemno. Kar se tiče katapulta pa, prvi namen je bil mladi ne zapuščajo Zasavja, naj ostanejo tukaj. To je šlo čez vse meje. Zdaj je postal to vse slovenski projekt, kličejo nas od vse posod, v katapultu jim nudijo izjemno podporo, mi pomagamo, kolikor pač uspemo in lahko, in za mene je to preseglo vsa pričakovanja in se vse odvija res po odličnem scenariju in čestitke vsem in enako tudi za tehnološki uspeh, čestitke Hidri. Petra, in še vaš izziv, zakaj najboljša Hidrija? Zame kar izziv, ker tehnično nisem toliko podkovana, ampak lahko pa rečem, da inovativno spreminja svet, tako da Hidrija na nek način tudi verjamem, da s tem, če tako inovativno spreminja svet, tako da čestitke za to. A lahko še tale Devisoft pokomentiram? Mi mladci v katapultu pogledamo na Devisoft in si mislimo, ko bomo pa mi veliki, ko bomo mi imeli veliko firmo, bomo točno tako naredili, ker to je fair play, da tisti, ki so ustvarjajo podjetje, so tudi lastniki. In se mi zdi, da je to neka prihodnost, neke pravičnosti za vse. Petra, hvala, lepa iztočnica. Miha, jaz ti predajam besedo. Hvala lepa. Hvala lepa. Kot bi rekli naši bivši bratje, Petra, da se ti reči pozlatile, upamo, da bi to postala poslovna praksa prav povsod. Dobro, tako. Videli smo predstavitveni film Hidrije, zdaj nas pa že zanima, kako se je predstavil Devisoft s projektom Devisoftov unikaten model lastništva. Pa si pogledamo. Lastniki so samo zaposleni in nihče drug kot zaposleni. Vsak solastnik lahko kadarkoli dobi vložena sredstva nazaj in pa gre za vzdržni model, to se pravi za 100-letni načrt, da se z generacijo na generacijo lastništvo obdrži. Ker resnično smo opazili, da je v današnjih časih pomembno biti del nečesa, nečemu pripadati, nekaj soustvarjati, ne le hoditi v službo. V solastniški strukturi imamo zdaj okrog 60 zaposlenih, 65, to je iz skupnega števila 110. Projekt je narejen tako, da je z več zaposlenim, več solastnikov, bolj razpršeno lastnikov, več se jih priključi v ta kapitalski del in upamo, da se bo tako obdržalo tudi čez generacije, ne samo naslednjo leto. In pa s takim modelom lastništva ostajamo družbeno odgovorni, tako verjamemo, da nekako izboljšujemo tudi stanje v kraju, v državi, ker lastništvo uspešnega podjetja ostaja slovensko in tudi dobički, ki jih ustvarimo, ostanejo v Sloveniji. Tako, videli smo tudi predstavitveni filmček Devisofta, zdaj pa je čas, da pogledamo, kako bodo ekipe zastopali šefi. Prav ste slišali, šefi ekip. Na naš virtualni oder prihajajo poslovni lideri, ki spodbujajo najboljše med najboljšimi. Dovolite mi, da jih predstavim. Dr. Iztok Seljak, direktor Hidrije Holdinga. Dr. Jure Knez, soustanovitelj in tehnični direktor Devisofta. In pa magistrica Ajša Vodnik, generalna direktorica AmCham Slovenije in podpredsednica AmChams in Europe, ki se bo tudi pogovarjala z gostoma. Lepo pozdravljeni. Hvala lepa. Jure, Iztok, prepričana sem, da smo prav vsi zdaj lahko ponosni na naše ekipe, kajti pogovor, ki smo ga slišali, ne samo, da je ne vdahnil, jaz sem imela kar tisto kurjo polter, kako se reče, ampak zdaj me pa zanima, kaj vaju osebno motivira. Toliko energije vlagata
v svoje okolje, v svoji podjetji. Kaj pa je tisto, kar vaju motivira? Jure, morda začnemo kar z vami. Ja, zagotovo je največja motivacija so stranke, zadovoljne stranke, ki potem ti nekako dajo krila za nadaljnji razvoj, zato da greš korake naprej in razširiš tudi svojo ponudbo na druge področja. Tako da se mi zdi, da s tem, ko delamo z največjimi in najboljšimi laboratoriji v avtomobilu, si naši inženirji, tehniki, naši zaposleni dejansko ne morejo želeti kaj lepšega. Iztok, pa tvoja motivacija? Srčen pozdrav vsem. Vsi ste in smo zmagovalci, res čestitke vsem. In čudovito je biti v družbi ljudi s tako pozitivno energijo, kjer se ne debatira o tem, kako se nekaj ne da, temveč o tem, da smo si sposobni zamisliti stvari, ki jih še ni, ki se jih drugi ne znajo zamisliti in jih tudi uresničevati. In to mene tudi najbolj navdihuje in naše ekipe, namreč vizija o boljši prihodnosti za vse, v našem primeru o električni, čisti, zeleni mobilnosti in pa sposobnost spreminjanja teh sanj, vizij v konkretne strategije, v inovativne probojne projekte in v njihovo uresničevanje. Se pravi, ta sposobnost biti v nekem stanju brezmejnosti, zaupanja v samega sebe in sposobnost to ponavljati iz dneva v dan v dobro planeta in posledično v dobro cele civilizacije in nas vseh. Ena stvar na začetku, ko je imel Miha nagovor, kako zelo je pomembno okolje, od koder prihajata, Idrija, Trbovlje, včasih bi rekli, tole je v 3 krasnih, sploh za Trbovlje se tako pohecamo, ampak tudi ovinki Idrijske ceste, ki nas peljejo k vam, Iztok, niso najbolj enostavni. Ali to determinira morda ta neverjeten uspeh, to trmo, bom rekla? Iztok, začnemo morda kar s tabo. Verjetno je ta geostrateška pozicija, položaj, zahtevna geografska lega, že sama po sebi zahteva nek presežek za to, da se ne glede na to, na primerjalno slabše pogoje, uvrstiš med najboljše. Je pa tudi meni prišla na misel ta primerjava z Zasavjem. Ne vem, če je kdo na to še pomislil, ni bilo omenjeno danes, ali pa Idrijo, namreč ena trda, rudarska, črna, človek bi rekel, zahtevna preteklost, za tiste čase absolutno tudi visoka tehnološka, ki smo jo bili v stanju zaradi teh sposobnosti, zaradi teh vrednot, tega pristopa, odgovornosti, spoštovanja trdega dela, ampak tudi inovativnosti in kreativnosti, očitno zdaj skupaj, tako Dewesoft kot Idrija, spremeniti v inovativne preboje na globalni sceni v novi digitalni ekonomiji. Kar mislim, da je izjemen dosežek in potrditev za to, da se da praktično od kjerkoli, samo če v to verjameš. Jure, vaš pogled na to, je okolje tudi motivator, tudi seveda tehniška znanja, ki jih v tem okolju že imamo tudi kot Slovenci. Kako vas ta trma, pa ta želja, da v svojem okolju v Trbovljah naredite nekaj tako izjemnega, o čemer potem lahko sliši in seveda spreminja tudi svetovne industrije? Jaz mislim, da gre tudi malo res za psihologijo ljudi. Knapi so mogli skupaj delati, da so preživeli, so mogli sodelovati in se mi zdi, da to tudi še danes je bilo znotraj Dewesofta Katapulta, je bilo zelo enostavno to logiko pač, ne vem, vzgojiti, privzeti in tukaj resnično lahko povem za Katapult, recimo, da te, ki so že uspešni, z veseljem tudi dajo svoje znanja naprej, pomagajo mladim in to je nekaj tistega najlepšega, kar lahko damo drug drugemu. Seveda, ko govorimo o našem okolju, je to tudi ta država, ki jo vsi zelo čutimo in imamo zelo radi, Slovenija. Mi smo prepričani na MČM-u, da je lahko referenčna v marsičem, sploh zaradi podjetij in ljudi, kot ste vi in vaše ekipe.
Ne govorimo o tem, da je Slovenija majhna, ampak govorimo o tem, da je ravno prav velika. In zanima me, kako v Sloveniji doseči to željo, to voljo. Ekipe so že govorile, kako pomembna je podjetniška miselnost, ta odgovornost do dela, da služba ni le služba, ampak je tudi nek namen. Morda, Jure, pri vas se čuti v vašem podjetju, ko človek pride k vam, da to živite, to je del tega. Kako je leta 2000 ste skupaj z Andrejem ustanovili podjetje, kako je šla pot, da se je vse to, ta kultura, ta prepletenost ustvarila? Jaz mislim, da ko je podjetje majhno, je enostavno, vsi vedo zelo točno, kaj morajo narediti, kako pomembna je njihova naloga. Potem, ko se podjetje večje, to miselnost sistemizirati, urediti na nekem višjem nivoju. To gre pa za en mozaik vseh stvari. Ne gre samo za sistem solastništva. To je zadnja točka, če stvari niso urejene prej, je potem to ne bo podjetja dalo na neki višji nivo. Potrebno je, ne vem, od sistema motivacije v podajanju smisla, ne vem, imamo odprte knjige, podajamo poslovne rezultate vsem, svobodo in pa, da imajo naši dovolj časa, da izdelke dovršijo. Potem pa sam sistem nagrajevanja, ki je vezan na dodano vrednost izdelkov, je tudi pri nas zelo pomemben. Sedaj se vsi veselimo, že od leta 2013, ko smo to uvedli, se vsi veselimo vsakega velikega naročila. Prej je bila pa mogoče tudi kakšna pripomba, zdaj pa treba spet veliko delati, ker smo tak velik posel dobili. Zdaj tega ni več. To pomeni, da 18% dobička nekako razdelimo zaposlenim v obliki nagrad in potem te nagrade lahko pretvorijo v lastniški delež. Seveda je tukaj bilo ogromno debat, ali bo ta sistem solastništva deloval, kako bo v kriznih časih. V letošnjem letu se mi zdi, da smo lahko res izredno veseli, da smo to uvedli, ker ni bilo nobenega vprašanja, ali je potrebno delati, ali bomo delali, se bomo potrudili. Vsi člani ekipe so dali res svoj maksimum, zaradi vseh teh kamenčkov v mozaiku, jaz verjamem. In v bistvu smo tudi letos bomo očitno zrasli za več kot 15% napram lanskemu letu. Iztok, ti vodiš podjetje, kjer imate 2000 ljudi, tudi številne podružnice, podobno tudi DVSoft s podružnicami, pa vendar verjetno je drugače, tudi sama geneza podjetja je bila drugačna, ampak kljub vsemu kultura in ta zavest, da je potrebno delati in seveda pri vas tudi to, kako zelo si želite spreminjati celo panogo, na kakšen način to doseči, kaj je tisto, kar misliš, da najbolj motivira ljudi pri tem? Prej na vodu si delala primerjavo s športom, ki se mi zdi, da je vedno relevantna. Namreč najboljši način, da ne ostaneš zadaj, je pač ta, da si spredaj. Je seveda tudi rizično, si stalno na prepihu, moraš biti stalno v stanju dati več od sebe, od drugih, ampak je pa vse skupaj polno adrenalina in novih spoznanj. In mi si želimo biti svetovni prvaki v čisti zeleni mobilnosti prihodnosti. In Hidriabond to neposredno omogoča, ker omogoča cenejšo, čisto električno mobilnost z večjim dosegom vožnje in s tem pač pospešuje masovno električno mobilnost in s tem zaščito planeta in nas samih. Kar se pa tiče okoli naših, pa mislim, da se vedno začne pri nas samih zadeva. Mislim, da je Gandhi rekel, da vsak od nas si želi spreminjati sveta, ne bi pa spremenil sebe, ne gre. In naša okolja so pač toliko dobra, kot jih mi delamo za dobra. Sicer je pač z nami nekaj narobe. Očitno naša neposredna lokalna okolja znamo delati za dobra in za odlično v Zasavju, na Idrijsko-Cerkljanskem. Marsikje v Sloveniji sicer ne bi bili tako dobri, kot nedvomno smo. Zdaj nas pa čaka vse nas tista naloga, da stopimo skupaj in da Slovenijo kot tako, kot celo naredimo za referenčno, za marsikaj. Naprimer, za pilotni projekt induktivnega brezžičnega polnjenja električnih vozil iz ceste med vožnjo.
ki bo revolucionarno spremenil in pohitril dodatno zeleno čisto mobilnost prihodnosti. Zakaj ga ne bi začelo v Sloveniji? Zakaj se mora vse dogajati v ameriških ali pa kitajskih silicijevih dolinah, ne so slovenskih? In tukaj začutiti pri vama, ko vama človek sledi tudi skozi intervjuje in tako naprej, to neverjetno ambicijo in neomejenost v tem, da kaj je nemogoče. Me zanima, odkot to izvira, kje sta dobila to, bom rekla, kar samozavest, da je vse možno. Kot filmski junak, Jure, ste včasih rekli, da ste iz Kryptona. Skratka, kaj je tisto, kar vas je naučilo biti tako ambiciozen, samozavesten in željan tega, da pokažete? Jaz mislim malo drugače, ne vem, kdaj sem rekel, da sem iz Kryptona, ampak jaz mislim, da je treba imeti, da je treba biti pozitiven, da je treba imeti to, kako bi rekel, neko norost pozitivno, ampak da mora biti pa na trdnih temeljih. Da ne moramo si zadati nemogočih ciljev, ampak da je treba povsem realno, objektivno oceniti, ker ti cilji so možni, ostati na trdnih temeljih in v okviru tega pa sanjati. Zato, ker se mi zdi, da je to ena taka slovenska pomanjkljivost, predvsem pri starejših generacijah, da smo premalo samozavestni, da premalo cenimo svoje znanje. In tukaj je potrebno pa samo iti po svetu, pa se izmeriti, da v bistvu vidimo, kje se pozicioniramo napram drugem. In tukaj vidimo v obe smeri zagotovo, vidimo, da po eni strani koliko znanja imajo naši fantje in dekleta, kako res lahko premikamo meje mogočega na našem področju. Po drugi strani pa so tudi po svetu zelo dobri inženirji, tako da ne smemo nikoli zastati, ampak je treba iti naprej in se truditi, da dejansko ostanemo nekje v špici, pač v merilni tehniki. Vrhunsko, Iztok, pa tvoja vizionarskost oziroma ta želja po ustvarjanju. Vem, da velikokrat poudarjaš odgovornost. Nimamo Slovenci izraza, ravno razmišljala sem o tem, da nimamo izraza za humble, torej ponižen, ampak z dostojanstvom. Tako da morda ga moramo obogatiti slovenski jezik tudi s tem. Jaz bom kar z vama, Jure in Iztok, ampak Iztok, odkot pa ti črpaš ta motiv, to vizionarsko željo in seveda, tako kot je Jure rekel, to, da tudi ostajaš na tleh. En kvot mi je prišel na misel, mislim, da sem ga bral v Cape Canaverallu, verjetno dr. Robert Goddard po spominu zdaj, namreč the hope of yesterday the dream of yesterday is quickly becoming the hope of today and the reality of tomorrow. Namreč rocket scientist, ki je takrat sanjal o tem, da bo raketo izstrelil na Luno, bil je pa na 2-3 kilometrih, čez 40 let se je pa uresničilo. Če ste bili pozorni, podobna terminologija se uporablja, sanje, a ne sanjarjenje. Skratka, priješ na neko točko verjetno v življenju in sicer, kot je dosti ukvarjena s tem, si follower, si quick follower ali že kaj že si, ugotoviš, da je življenje prekratko in da želiš nekaj pustiti za sabo. Nekaj taga, kar bo ogromno pomenilo ogromno množici ljudi in o čemer bojo mogoče govorili še po 100 ali pa 200 letih. In potem se začneš ukvarjati z sanjami, z vizijo, predvsem pa seveda sposobnostmi skupaj z vsemi, ki to počnemo, ker kot posameznik lahko narediš zelo malo in začneš te stvari enostavno uresničevati. In ko enkrat to doživiš, ko enkrat to narediš, si želiš to delati permanentno in to počnemo. In kar bi tudi želela dodati, je to, da to ne počnete le v lokalnih okoljih, to ne počnete le v svojih podjetjih, ampak sta oba tudi družbeno odgovorno nekako postavila svoj ugled, svoje ime tudi za pomembne projekte. Jure, vi ste predsedujoči Slovenian Business Clubu, klubu slovenskih podjetnikov, kjer seveda zelo usmerjate in spodbujate podjetništvo, hkrati pa tudi to, da je Slovenija še boljša. Zakaj in kdaj ste se odločili, da boste prevzeli to odgovornost?
Ja, tu je, da je Marjan. Aha, Jure nama zdaj ki je dolga leta odlično vodil. Da se bo fokusiral na svoj posel, tako da sem pač to stvar prevzel. Letošnjem letu je še posebej težka situacija zaradi še te zdravstvene krize. Tako da se mi zdi, da smo kot država pred veliko preizkušnjo in pred velikim izzivom. In se mi zdi, da se bomo mogli kar precej spremeniti mišljenje, da bomo to nekako obvladovali v prihodnosti. Se mi zdi, da vse preveč še tega je še neodgovornega ravnanja, zaradi česar se tudi gospodarstvo v bistvu trpi. In tukaj se, Jure, res zahvaljujemo za odlično delo Slovenian Business Cluba, kluba slovenskih podjetnikov. Zelo konkretni ste, zelo pozitivno naravnani in spodbujajoči in hvala vam za to. Iztok, tvoj velik izziv pa je Rotary. Tukaj seveda pomembno vplivaš na to, kam usmerjate energijo rotarijanci. Kaj je tisto, kar želiš doseči? Ja, v rotaristvu in sicer pač velja, da smo skupaj močnejši. In z izmenjavo izkušenj, pozitivne energije, znanja se očitno ne siromašimo, ampak se bogatimo. In ko se eno znanje interdisciplinarno sreča z nekim drugim, nastane velike prebojne inovacije. Tudi z DVSoftom, mimogrede, se povezujemo v Hidri in planiramo par prebojnih zadev. Pa ne samo na tehnično-tehnološkem področju, produktu, procesu, materialu, ampak enostavno v novih poslovnih modelih, tudi na področju v končni fazi socialnih inovacij. Pa so to lahko projekti, zdaj tudi, projekt recimo rotarijski, ki jo bomo zdaj lansirali, Plastenka vprašaj, ne hvala klicaj, kjer želimo narediti Slovenijo za prvo državo brez uporabe plastenk za pitje vode in drugih pijač v roku 10 let, ki bi bila prva in bomo prva država na svetu, ki bomo to realizirali. Skupaj z industrijo in vsemi drugimi, ki verjamem, da bomo stopili zraven. Na tej točki vam lahko res rečem samo hvala, da ste svetilniki sprememb, da ste motiv, pa da ste navdih in seveda, da ste tudi tisto zdravo jedro, ki se vedno bolj prižiga tudi v Sloveniji. Verjamemo to, ko se ta jedra povežejo, pa bomo še toliko bolj svetili in kazali pot. Iztok, Jure, iskrena hvala in ste najboljši med najboljšimi. Čestitke za to. Hvala. Srečno. Miha, izvoli. Najlepša hvala in hvala za ta izredno inspirajoč pogovor, ki je mogoče mnoge ljudi postavil v pozicijo, da se zamislijo in črpajo energijo in navdih iz zdaj slišanega. Tako, zdaj pa je čas, da si pogledamo video tretjega superfinalista, drugič DVSofta, tokrat s projektom Katapult. Kot da bi rekla yin yang, kar eni imajo, drugi manjka, kar drugi imamo, oni manjka. In smo to nekako združili, da na eni strani začetniška ta navdušenost, ideje, strast se povezuje z modrostjo, izkušenostjo. Edini prostor, ki sem ga našla v Sloveniji, da ne samo, da ti dajo znanje, mentorirane nasvete, ampak oni ti dejansko oddelajo tisti del posla, ki ti jemlje čas. To fenomenalno okolje za tiste, ki razvijajo svoj prototip ali prototipno serijo, kjer imajo tukaj tako stroje, ki jih DVSoft ponudi, imajo so logistiko, ki DVSoft tudi ponudi, pa tudi znanje, izkušnje teh mentorjev. Torej, za hardveraše, zlata jama. Druga stvar, karkoli delamo, se trudimo v tem zabavati. Če naredimo okolje,
družbo bolj podjetno, spodbudimo kreativnost, spodbudimo predvsem mlade, da naj razvijajo to, v čemer res uživajo in naj to delajo. Avtomatsko bomo imeli več zadovoljnih obrazov, boljše rezultate, s tem tudi boljšo družbo, boljše gospodarstvo. Tako, sedaj smo videli tudi video Devesoft katapulta, zdaj pa je čas za glasovanje. Pravila so izjemno preprosta. Rezultate prvega dela glasovanja že imamo. To so rezultati, ki smo jih zbrali preko spleta. Zdaj ste na vrsti vi, draga strokovna žirija in draga publika. Prosim, da izberete svojega zmagovalca. Pod mojo sliko, tukaj nekje spodaj, se bo v naslednjih nekaj sekundah pojavila povezava do glasovanja. Za vsak slučaj pa vam jo preberem še sam. https://www.surveymonkey.com/r/best2020 publika. Tako je. Vsi, ki ste se prijavili na dogodek in nas tudi spremljate v živo, boste lahko svoj glas oddali v naslednjih 3 minutah. Na moji levi strani, kjer vidite odštevalnik, pa se bodo odštevale 3 minute, kolikor imate časa za to. Potem bomo glasovanje zaprli. Predstavljene projekte prosim razvrstite od 1. do 3. mesta, pri čemer dobi številko 1 tisti projekt, ki vas je najbolj prepričal. Od tega trenutka naprej imate 3 minute časa zdaj. Malce manj, pa vendar. Zdaj pa prisluhnimo zgodbi za navdih. Za navdih smo, kot se spodobi za Best of the Best poslovni zajtrk, dogodek povabili letos Mojco Milone, učiteljico fizike, tehnike, tehnologije in astronomije iz osnovne šole Solkan. Zase pravi, da je bolj influencerka in motivatorka, kot pa predavateljica ali učiteljica. Mojca Milone je del projekta Učiteljica sem, kjer MČM v sodelovanju z delom predstavlja najboljše prakse učiteljev, ki svoj poklic upravljajo kot poslanstvo. Z Mojco se bo pogovarjala Brina Tomovič-Kandare, vodja komunikacij in zagovorništva MČM Slovenija in vodja projekta Učitelj sem, učiteljica sem. Lepo pozdravljena Brina, lepo pozdravljena gospa Milone. Lepo pozdravljeni. Ja, lepo pozdravljeni tudi z moje oziroma z najine strani. Danes imam še posebno čast, da lahko v naši družbi pozdravim učiteljico Mojco Milone. Kot je že Miha povedal, je Mojca tudi del projekta Učitelj sem, učiteljica sem, ki ga v MČM Slovenija ustvarjamo skupaj z Dejano Jezeršek, sicer pa učiteljica fizike, tehnike in tehnologije ter astronomije na osnovni šoli Solkan. In danes se mi zdi, kot boste tudi videli, še posebej paše v to našo zgodbo o svetilnikih sprememb. Tako da, Mojca, lepo pozdravljeni in dobro jutro v Solkan. Kako ste danes, kako gre kaj vaša šola nadaljavo te dni? Najprej lep pozdrav vsem vam in hvala za povabilo na tako elitni dogodek, kjer izbirate najboljše med najboljšimi. Ja, mi smo šolo preselili na dom, tako da najkar povem, da smo bili vsi skupaj in učitelji, učenci in starši potopljeni v nek ocean kot neplavalci in učili smo se sproti, to se pravi, bili smo tudi precej neopremljeni in nevešči teh digitalnih orodij, tako da še danes poteka veliko samo izobraževanj učiteljev, kar sami recimo si pomagamo s tem, da iščemo vedno nova orodja, zato da bi pouk nadaljavo čim bolj bil podoben realnemu pouku. Tako da jaz se večkrat rada pohecam, da pouk nadaljavo je nekje kot ljubezen nadaljavo. Manjka energija, manjka motivacija, manjka strast, manjka stik. No, nekaterim učencem konec koncev tudi odgovarja tak način dela, ker so mogoče to tisti učenci, ki so se nekoliko slabše počutili v razredni skupnosti in funkcionirajo na tak način dobro, medtem ko za vse ostale pa garantirano pogrešajo drugega in mogoče pogrešajo tudi učitelje.
Se mi zdi, da zdaj v tem času se vsi vsak dan znova kaj novega naučimo in vsak dan bolj se tudi zavedamo vloge učiteljev, ki niso le tisti, ki nekako podajajo znanje, ampak so v bistvu vse bolj tudi motivatorji, vzgojitelji, neki vzorniki. Kako pa vi motivirate svoje učence? Ja, ko govorimo o poklicu učitelja, jaz bi rekla, da to je res zelo žlahten poklic in v prvi vrsti moraš imeti rad otroke in jih spoštovati. Zdaj to tudi pomeni v teh sodobnih načinih poučevanja, da iščemo in negujemo razne talente, ki jih imajo otroci in jih seveda skozi proces šolanja opremimo z takimi znanji, uporabnimi znanji, ki jih bojo potem uporabljali, ko se bojo soočali v življenju izven šole, tudi ko se bojo soočali s težavami in s preprekami. Učencih pač rada spodbujam, oziroma že več let sem se res odločila za to, da je moj način poučevanja malček drugačen. Se pravi, spodbujam inovativnost, spodbujam uporabnost naučenega in predvsem vztrajnost, ker mogoče pade ena dobra ideja, ampak potem od tle naprej pa ni vztrajnosti, ker je tudi za učence v šoli veliko dela, pa ne samo v šolski zgradbi, tudi popoldne, ko so naloge, ko so obveznosti. Povedali ste v bistvu, da je pač pristop vaš k učenju naravnan v malo drugačne metode, bolj mehke veščine in pa da spodbujate inovativnost. Zdaj, v vaših zgodbah, ki smo jih brali, tudi vemo, da se pri vaših urah zgodijo številni izumi, in z enim ste prišli celo do Mercedesa. Nam mogoče lahko malo več poveste o tem? Ja, jaz si bom pomagala s slikicami, ker je bilo teh izumov res veliko, dosti. In nekateri izumi so bili tako dobri, da je bilo vedno znova mi hudo, da so ostali pač v naši učilnici. Zato smo se tudi odločili, da pač sem bila nekje iniciatorka tudi teh natečajev oziroma festivalov, kjer se ti izumi dejansko lahko predstavijo, učenci jih tudi zagovarjajo in seveda, ker mi ni bilo tudi to dovolj, smo potem pisali tako na Opel kot na Audi in na Mercedes v te pisarne, kjer pač razvijajo, oziroma mi smo neko splošno pisarno pisali, potem so pa posredovali naprej. No in seveda smo dobili krasno pismo, še posebej iz podjetja Mercedes, kjer so se zahvaljevali sploh za poslano in so pač pohvalili izdelke, da so zelo zanimivi. Vendar jaz ne bi govorila na pamet, bi samo povedala, za kateri izdelek se gre. To se pravi, gre se za neke vrste stopensko zavorno luč. To se pravi, otroci so se, oziroma dva fanta, devetošolca, sta se spomnila na to, zaznala sta problem pri zaviranju, ko je oče od enega učenca se hmal pač zaletel v avto, ki je zaviral pred njim. Zakaj? Zato, ker ni vedel, ali zavira na polno, to se pravi, ali je to zaviranje res konkretno, ali pa samo zmanjšuje hitrost. No in potem smo nekje razvijali to idejo do te faze, da so izdelali maketo oziroma neke vrste že kar izdelek, kjer če pritiskate recimo na stopalko zavore zelo malo, se prižiga nekaj LED diodic. Če pa to zaviranje je polno, se pa prižgajo vse do vrha, to je bilo 12 LED diod, poleg še neka centralna LED dioda, ki pada še bolj v oči, recimo zato, da je zaviranje močno. Na drugi izdelek, ki smo ga predstavili, je bil pa navezan na problematiko zmrzovanja vetrobranskega stekla. Nekako so vgradili grelno žico v pač to, bomo rekli, gumo, ki briše stekla, ampak to je bilo res narejeno tako, da je funkcioniralo, da se tudi guma pri tem ni deformirala. No in ko smo tudi to steklo zamrznili, je pač izdelek funkcioniral tako, kot sta si učenca tudi predstavljala. In to smo potem, te dva izuma smo poslali, da bi ugotovili, kaj si mislijo ti velikani avtomobilizma o naših idejah.
Drugače pa so izdelki bili še taki najbolj karakteristični, mogoče učenci izdelujejo razna učila za pouk fizike, naprimer avtomobilček z vezjem Arduino, ki je avtomatsko že risal grafe pospeška in hitrosti, ko se je gibal po klancu. Potem ene učence je motilo to, da so bili naključno zbrani za spraševanje, potem so naredili skupaj v neki timski obliki neko kolo sreče. Najbolj aktualna lanska raziskovalna naloga, ki je imela tudi inovativen končni izdelek, je bila od neke deklice, ki je najprej merila prisotnost CO2 v učilnicah, ugotovila, da je pač vrednost CO2, kar vpliva na slabo počutje učencev, odvisno od temperature, odvisno od števila učencev, od aktivnosti, pa tudi seveda od velikosti prostorov. In potem je izdelala neke vrste sistem prezračevanja na prepih, tako da se odpirajo v recimo sekvenci 10 minut avtomatsko okna v nasprotnih učilnicah in s tem se dejansko prezrači. No, to je bilo ravno na začetku marca, to se pravi, ko smo ugotovili, da vstopamo v neko pandemijo takrat že, ne? No, tako da konec koncev bi bil to lahko nek način prezračevanja prostorov, da ni pač samo preko klime, ampak z naravnim prezračevanjem, ker takrat nam je bilo tudi rečeno, da prostore šole prezračujemo. No, izdelki, ki jih delamo pri pouku, so različni, ne upoštevamo nekih načrtov, nekih prototipov. To se pravi, načeloma ne dajemo točnih navodil oziroma pokažemo samo pač orodje, ki je na razpolago, gradivo in seveda dajemo si nek cilj in potem pustimo otroški kreativnosti prosto pot, tako da pridemo potem pač do originalnih rešitev. Super, to so res mladi super talenti, ki jih imate pri vrsti in jih spodbujate. Povejte mi še samo to, preden zaključiva, kako v bistvu spodbujate ta talent pri učencih, kako ga prepoznate in kako ga potem naprej razvijate, da oni v bistvu, ne vem, dobijo krila. Aha, no, načeloma je tako, da delamo sicer pri pouku tehnike, tehnologije in neobveznih izbirnih predmetov vse te kreacije in te, bomo rekla, inovacije, vendar, kot sem že rekla, je motivacija pri učencih tista, ki včasih malo upade. Upade tudi zaradi tega, ker mi nimamo plače, imamo ocene, a ne? In nekje potem pač se jim zdi skoraj da malo, pa sem že dobil odlično ali karkoli, tako da odtlej dlje potem jih je težje zmotivirati v neko raziskovalno nalogo, v nek mogoče izdelek, ki ga bojo predstavili z nekim poslovnim načrtom. Ampak vseeno, to se pravi spodbujati in verjeti v njih, jaz pravim včasih tudi za starše, pa se ni nujno niti, da v osnovni šoli zažarijo v vseh teh, bomo rekli, vrednotah. Lejte, imajo še čas celo srednjo šolo in kot marsikdo od teh inovatorjev oziroma od podjetnikov ve, da ko pride čas, postane nekaj zrelo. Tako da nič ne silimo. Če je že kdo pripravljen res negovati oziroma začutiti v sebi to ustvarjalnost, je to krasno. Drugače pa se mi je zgodilo, da so se srednjošolci vračali in me prosili za te prototipe, če jih lahko postikajo, odnesejo, da so dobili še kakšne nadgradnje. Tako da sem vesela tudi tega, da so se dejansko vrnili v vlogi tako srednješolcev, kakor tudi to, da pridejo včasih pravi podjetniki, ki so bili naši bivši učenci v šolo in povedati svoje zgodbe o uspehu. Pa še nekaj mogoče za Petro, ko je tako lepo povedala, da nam mladi uhajajo iz naše prečudovite države. No, vsa ta leta poučevanja sem res zelo tesno sodelujem s krajevno skupnostjo prav zaradi tega in s privatniki in raziskovalci in društvi, da bi otroke oziroma učence spomnila, naj zaupajo v lokalno skupnost
in na vlaganje znanja in da se lahko tudi vračajo v domači kraj, ker mislim, da poznate, prav v Solkanu imamo ogromno oziroma zelo izvrstna visokotehnološka podjetja, ki so s svojimi izdelki prebila svetovni trg. Super. Mojca, najlepša hvala in za vaše delo, za vse, kar počnete. Zelo smo ponosni, da ste tudi del našega projekta Učitelj sem, učiteljica sem in upam, da bomo še naprej dobro sodelovali. Zdaj bomo pa pogledali samo še en kratek filmček, kjer je predstavljena tudi ena vaša inovacija, ki so jo naredili vaši učenci. Hvala, da ste bili z nami. Tako, zdaj smo bili priča izjemno zanimivi zgodbi, ki smo jo slišali iz Solkana. Zdaj pa je čas, da se spomnimo tudi na naše podpornike. Projekta Best of the Best sigurno ne bi bilo brez le-teh. Glavni pokrovitelj projekta je Zavarovalnica Triglav. Hvala pa tudi vsem partnerjem projekta, Luni TBVA in pa Hiši Vizij ter Nomadu. Pa si pogledamo sporočilo glavnega pokrovitelja. Zavarovalnica Triglav ponosno osvaja vrhove že vse od leta 1900. Iz lokalne zavarovalnice smo se razvili v skupino Triglav z družbami po vsej regiji in mednarodno prisotnostjo kot pozavarovalnica. Postali smo vodilni na slovenskem trgu in v regiji Adria. Več kot 5000 zaposlenih deli našo vizijo, ustvarjamo varnejšo prihodnost. S hitrimi, enostavnimi ter zanesljivimi rešitvami in storitvami vam pomagamo iz težav kadarkoli in kjerkoli. Podpiramo športne dogodke in športnike, spodbujamo obetavne talente ter skrbimo za varnejše in čistejše okolje. Da osvajamo vrhove, moramo namreč vedno meriti više in narediti še več. Še enkrat hvala vsem našim podpornikom. Podporniki pa moramo biti tudi mi, sami. Za vse tiste, ki ste morda pozabili, zaradi trenutnih razmer je bil včeraj pomemben dan. Bilo je 220 let od rojstva našega največjega pesnika. In na tem mestu bi se rad spomnil kulture in pa kako se trenutno naš establishment ukvarja s kulturo. Poglejte, samo v Nemčiji je vsak kulturnik zaradi posledic virusa dobil 5000 evrov nepovratnih sredstev. Zakaj? Zaradi tega, ker v Nemčiji si pa res ne morejo privoščiti, da bi nek neizpolnjen slikar zamenjal poklic. Zato raje plačajo vse. Morda bi tudi naša vlada lahko storila nekaj podobnega. Kultura je izjemno pomembna in tudi v času covida je kultura zelo, zelo pomembna. Poglejte, recimo, če bi Shakespeare danes pisal Romeo in pa Julijo, bi se morda slišala takole: Romeo, kdaj se vidiva? Julija. Ja? Balkon je pojem podpore. Podpora pa moramo biti tudi mi. In upam, da moji vici niso kot koronavici, ki ga poveš zdaj, tvoj poslušalec ga pa razume čez 2 tedna. Prej smo slišali veliko o šolanju doma, o šolanju nasploh. To je še ena stvar, ki bi jo rad izpostavil. Tudi sam sem starš, tudi sam šolam doma. Šolanje doma sem začel v 1. nadstropju svoje stanovanjske hiše, zato da sva imela s fantom mir. Po približno 2 urah sva se preselila v pritličje, kajti želja potem, da bi preizkusil gravitacijo z njim, je bila prevelika. In tudi zdaj, vsakič, ko se začenja to trudenje z šolanjem doma, se jaz psihično pripravim,
moj fant gre pa v hladilnik in mi prinese pivo. Tako da oba poskrbiva za optimalne pogoje šolanja doma. Težko je šolati otroke doma, predvsem zaradi tega, ker se osebno postaviš v pozicijo učitelja in starša, kar je pa zelo težko. Recimo, že 3 tedne sva delala matematiko, pa je fant zelo odprte glave, očitno čisto po meni, ampak mu ni šlo. In ko je imel tisto Zoom spraševanje, da bo dobil oceno, sem mu rekel, da če bo v naslednjem Zoom spraševanju dobil cvek, potem se midva ne poznava več. Ko je bilo Zoom spraševanja konec in sem se vrnil v prvo nadstropje, da je imel mir, sem ga vprašal, kako je šlo, mi je rekel, kdo si pa ti? Tako da ne zavidam ostalim staršem, sploh tistim, ki imajo več šoloobveznih otrok. Pravzaprav, ko sem premišljal, kako je pri nas, sem gotovo, da je pri meni doma kot v kazinoju Portorož. Stalno izgubljam denar, pijača ob vsaki uri, pa nihče pravzaprav ne ve, koliko je ura, kadarkoli v dnevu. In če v zadnjem času veliko poslušamo o peticiji za vojsko, jaz mislim, da bi morali podpisati peticijo za šolstvo. Ker vsak starš, ki šola doma, iz prve roke ve, kako težko je to in kakšno težko delo opravljajo učitelji, kot gospa, ki smo jo slišali prej. Zato mislim, da bi morali vsi podpisati peticijo, da bi zelo, zelo dignili plače učitelja. Ampak to je moje mnenje in pa ne mnenje organizatorja današnjega Zoom sestanka oziroma dogodka. Pa še nekaj. Ljudje v koroni velikokrat malce izgubimo racionalnost in tako imenovano normalnost. In podobno je tudi z mano. Predvsem, ko sem gledal čez oken in videl sosedo, ki se pogovarja s svojim mačkom, kot da bi jo ta razumel. Ko sem to povedal svojemu psu, sva oba umrla od smeha. Tako da jih popolnoma razumem vse. To bi bilo z moje strani za malce razvedrila in pa predvsem za čas za glasovanje, ki se je medtem že izteklo vse. Sedaj se vračamo nazaj na naš dogodek in dovolite mi, da na virtualni oder spet, že 3. danes, povabim Ajšo Vodnik, generalno direktorico MČEM Slovenije, Blaža Brodnjaka, predsednika strokovne žirije in pa Tonjo Avsenik, vodjo platforme Young na MČEM Slovenija in pa vodjo projekta Best of the Best. Ter Marjana Beltrama, izvršnega direktorja za turizem in storitve v podjetju Nomago. Gospod Brodnjak, predsednik strokovne žirije, zakaj je pomembno, da dobre poslovne prakse delimo in jim dajemo priznanje? Upam, da se slišimo. No, ključno se mi zdi, da smo spoznali danes, da imamo paralelno Slovenijo očitno, oziroma 2 paralelni Sloveniji. Tisto, ki je danes se dogajala pred našimi očmi v zadnjih 2 urah, je tista, ki spusti solzo v oko zaradi ponosa. Ena druga paralelna, ki se odvija v nekih drugih sferah, pa je povsem nekaj drugega. Tu gre za sotekmovanje, za spodbujanje, za sodelovanje, na eni drugi gre za spotikanje, nagajanje, onemogočanje. In se mi zdi, da je ta 2 paralelna svetova skrajni čas združita. Jaz, ko potujem od Lendave do Pirana, pa od Metlike do Jesenic, če želite, srečujem veliko takšnih podjetij. Hidrija, Devesoft in podobne ideje so seveda ena demonstracija vrha tega dogajanja, ampak v Sloveniji se dogaja marsikaj. In v tem paralelnem svetu šampionskih ambicij na eni strani in dejansko ustvarjena vrednosti na drugi se dogaja tako veliko, da človek dejansko na to gleda z velikim optimizmom in ponosom in je seveda primerno, da se to predstavi javnosti, da se o tem govori, da se skupaj proslavi te uspehe, da se vidi, da lahko razmišljamo globalno ambiciozno. Poglejmo si, kako razmišlja Iztok. Iztok Seljak govori o globalnih premikih in kakovosti bivanja na svetu in tako naprej. Kolegi v Devesoftu, ne vem sploh, kdo ve, kaj počnejo, ampak počnejo neverjetne stvari, merijo take stvari, da si sploh šlo ne zna predstavljati, da se sploh da jih meriti.
In če govorimo o globalnih ambicijah, govorimo o trajnosti na eni strani, na drugi strani govorimo o tem, da seveda spodbujamo podjetništvo. Katapult je fantastična ideja, sem tudi osebno bil tam, sem to pogledal, tako kot se seveda bil tudi v Idriji in DVSoftu in mnogih drugih takih šampionskih projektih v državi. In potem tretja plat je pa, da smo rojakinje in rojaki, Slovenke in Slovenci, lahko tudi lastniki. In ne samo lastniki, lahko smo dobri lastniki, odgovorni lastniki. In biti lastnik nečesa tako zanimivega in tako pomembnega je nekaj, kar navdaja s ponosom, in lastništvo v Sloveniji še vedno jemljemo kot nekaj, kar je stigmatiziranega, kar je nenujno zaželenega. Kolegi kot sta Jure in podobni so stigmatizirani kot tajkuni, veliko krat v javnosti, ampak to so ljudje, ki so z garaž v nemogočih pogojih ustvarili globalne zgodbe in z njimi ustvarjajo dejansko vrednost, in ta vrednost je velika podlaga za to, da bomo skupaj lahko delili več. In pa še s posebej velikim navdušenjem sem spremljal tudi gospo, ki poučuje na inovativne načine oziroma ki podpira te inovativne izobraževalne modele. Izobraževalni sistem je seveda v danih razmerah pred velikimi izzivi, ampak govorili ste o nagrajevanju učiteljev, da, ampak seveda taki, ki res nekaj dajo od sebe, in niso nujno vsi taki. In te družbi niso nujno vsi taki v javnem sektorju, niso nujno tudi v končni fazi v kulturi. Tako da neke kriterije tržnega testa je pa kljub vsemu tu potrebno razumeti, neke kriterije kakovosti absolutno uveljavljati in promovirati, pozitivno stimulirati tisto, kar je res dobro, in na ta način se skupaj premikati. Se pravi, namesto onemogočanja konkurence, tako velja v političnih strukturah kot povsod drugje, sotekmovanje, sodelovanje in se učiti eno drugega, in se mi zdi, da taki dogodki so ravno to. Učimo se eno drugega in moje oči so bile polne solze ponosa, ne ene druge solze, ki je pa rezultat vsakodnevnih drugih dogajanj. Se popolnoma strinjam. Tonja, preden razglasimo zmagovalca, zakaj je pomembno prepoznati in pokazati dobro prakso? Ja, Miha, mislim, da nam je gospod Brodnjak dal kar nekaj dobrih iztočnic, sotekmovanje. Ja, vsaka sezona Best of the Best je malo drugačna in letošnje prakse so res svetilniki sprememb. Ker so, kot jih jaz vidim, niso samo sledilci, so tisti, ki kažejo pot, so tisti, ki so v prvih vrstah. Nori na trdnih temeljih, je prej lepo povedal gospod Knez. Poudarjajo kulturo inovativnosti. Tako v tehnologiji Hidria Bond, s to inovativno tehnologijo, ki bo zaznamovala prihodnost elektromobilnosti. Inovativni model, kako zaposleni so vključeni v lastništvo podjetja in se s tem tudi služba ni samo, je več kot le delo. Katapult, praksa izmenjave podjetja, globalno priznanega kot merilca tehnologij, sodeluje z NASO in svoja znanja predaja mladim podjetnikom. To so vse taki svetilniki sprememb iz Slovenije, ki pa sežejo v bistvu v vesolje. Po nagradah si me še vprašal, Zmagovalec Best of the Best 2020 postane tudi patron član MČEM Slovenija, dobi posebno predstavitev v MČEM Optimizmu, ki ga vsako leto izdamo, in izobraževanje za celotno zmagovalno ekipo. Pa še en del, ki ga boš pa ti napovedal. Tako je, to je pa team building z najboljšim partnerjem potovanj Nomagom. Z nami je tudi Marjan Beltram iz Nomaga. Lepo pozdravljeni, gospod Marjan. Projekt podpirate že kar nekaj let. Danes ste pa imeli možnost tudi oceniti projekte. Kaj vas je pravzaprav navdušilo pri tej letošnji sezoni? Ja, pozdravljeni, hvala za povabilo. Kot se že samo omenil, smo že vrsto let v bistvu prisotni na tem projektu in se mi zdi, da vsako leto večja konkurenca na tem področju. Zdaj v finalu imamo 3 izjemne projekte. Ne smemo pa pozabiti, da so predtem bili na vsakem področju projekti, ki so dejansko, bi rekel, v nekem vrhuncu slovenskega podjetniške sfere. Letos me predvsem navdušilo, recimo, kar po vrsti, če grem, zelena mobilnost, vsi vemo popolnoma, da to je neka prihodnost in da je ta izum možno izvesti v Sloveniji, v Idriji,
se mi zdi, da je to en izmed presežkov, o katerih se pogovarjamo tukaj in bi mogel dejansko celotna Slovenija, po mojem, to vedeti in to bi mogli poslušati vsak dan, kako smo dobri, kako smo uspešni, predvsem v teh trenutkih, ki so težki za celo državo. DVSoftov model, jaz mislim, da je to res ena mogoče ni pionirsko v tem trenutku, ker smo že tudi videli druge, ampak je ena prihodnost, ki si vsi želimo in mislim, da je ena motivacija za zaposlene in mislim, da je to pravi model prihodnosti svetovne, če ne slovenske sigurno. Mislim, da bi mogli vsi lastniki gledati in vzeti DVSoft za vzornik. Katapult pa, mislim, da katapultira nova podjetja v sfere sveta, vesolja in mislim, da to že samo po sebi pove, kakšne spremembe prinaša v slovenski prostor. Tako da ja, letos je bilo zelo težko izbirati, bomo videli čez kakšno minuto, kdo je zmagovalec. Z naše strani pa se zavedamo, da je tim najpomembnejši pri ustvarjanju in novih in doseganju ciljev podjetja, zato poudarjamo team building, kjer želimo, da so ti timi še bolj povezani in to jih bo potem vodilo do še boljših rezultatov v prihodnosti. Enkratno, najlepša hvala, gospod Marjan. Zdaj pa je čas, kot je že predhodnik omenil, da si pogledamo rezultate. Tonja, lepo te prosim, če nam lahko poveš, kakšen je rezultat spletnega glasovanja in glasovanja publike na dogodku. Ja, Miha, hvala. Spletne glasove, ki smo jih zbirali cel teden in pa glasovi današnje publike, ki ste danes glasovali na dogodku, ste bili nekako enako usmerjeni. Na 3. mesto ste postavili oboji Katapult, na 2. mesto DVSoftov unikaten model lastništva, na 1. mesto pa Hidrio. Gospod Brodnjak, predsedovali ste žiriji. Vas bom prosila za rezultate, kako je glasovala žirija in kdo je zmagovalec. In ravno v tem pomembnem trenutku vas ne slišimo. Evo, zdaj pa upam, da me slišite. Se slišimo zdaj, ne? Ja, malo napetosti. Ja, torej, žirija je glasovala na način, da je na 3. mestu bil postavljen DVSoftova ideja oziroma njihov lastniški program, na drugem mestu je Katapult in zmagala je Hidrija, tako kot tudi pri drugih 2 delih glasovanja. Torej je zmagovalec Hidrija. Torej je bolj ali manj jasno, da je zmagovalec globalno razmišljajoča Hidrija, ki bo izboljšala življenje množicam, milijonom in milijardam ljudi na planetu. Hvala lepa. Iskrene čestitke vsem. Čestitamo. Jaz bi, če smem, se iskreno zahvalil vsem skupaj in predvsem čestital iskreno DVSoftu za izjemen razvoj in za izjemne projekte in verjetno so občutki, najlažje bi jih odpisal kot na Tour de France, a ne? Ne glede na to, če bi se tudi drugače končalo, bi bili popolnoma isti. Smo skupaj na vrhu. Srečno še naprej. Prav isto, tekmovanje, ne? Tudi z moje strani mislim, da se Istok zelo, hvala Istok za Tour de France, ker mislim, da smo tudi tam zmagali dvojini, ne? Tako da, ja, zdaj tudi z moje strani ekipe, najlepša hvala za to zaupanje in za zmago. Jaz verjamem, da so bile vse 3 zgodbe dobre. Dejansko meni osebno, ta moj socialni čut je najbolj prepričala zgodba Katapulta, ker se mi zdi taka možnost mladim, ki nimajo imajo idejo, pa nimajo možnosti to izkoristiti, jo dejansko spraviti naprej. In mislim, da je to tudi prav način za štart oziroma vlaganje nazaj. Bomo pa definitivno mi tudi z našo zgodbo poskušali čim več vlagati nazaj v okolje in peljati zgodbo dalje, da to zaupanje tudi upravičimo. In še v imenu MČM-a res iskrene čestitke vsem 3 ekipam, pa tudi vsem, ki so do zdaj bili že
tekmovalci, so tekmovalci, kako lepo ste rekli, zmagala je dvojina in saj veste, da v Sloveniji je prav dvojina nekaj posebnega in zato naj Slovenci združimo, kot je rekel naš predsednik, dva paralelna svetova, dvojine v enost, v ambicije, v odgovornost, v delo. Hvala lepa, najboljši med najboljšimi ste vsi. Hidria Devesoft, res iskrena hvala. Srečno, hvala. Ljubijo nas vede. Hvala, srečno. In srečno tudi vsem, ki ste bili z nami, pa naj Miklavž veliko prinese. Hvala. Tako, slišali smo našega zmagovalca, slišali smo tudi najpomembnejše ljudi projekta. Preroško je beseda, ki se mi je danes velikokrat zasejala v možgane. Mislim, da je bilo preroško današnje dogajanje in leta bodo minila, ko bomo šele dojeli, kaj je pravzaprav podjetje Hidria naredilo. Drugo leto pa se projekt Best of the Best 2021 vrača. Spoštovani, spoštovane, hvala za vašo pozornost, hvala za vaše sodelovanje, širite dobre poslovne prakse in če se le da, kljub razmeram imejte lep, zdrav, predvsem pa vesel december. Naslednji.